Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Dopusti so pred vrati in v teh postkriznih, kot bi nas radi prepričali časih, čeprav kriza za mnoge še ni minila, se marsikatera slovenska družina znajde pred dilemo, kje najti sredstva peljati, da bi peljali otroke na dopust, kako krmariti med vedno višjimi stroški in na drugi strani željami. In zato imam danes sogovornika, priznanega ekonomista, gospoda Bračkota, doktorja Bračkota, ki bo morda pomagal s kakšnim nasvetom. Gospod doktor, dober dan. Ja, dober dan. Torej, kakšen bi bil vaš nasvet vsem, ki se znajdejo pred to dilemo? Nijem jaz zdaj čarobne palce v rokah, niti zdaj seveda stanje še vedno ni rožnato, niti ne vem, ker bi bil vedeževalec, kak bo naprej. Mislim, ljudje se pač znajdejo, tako se znajdejo. Časi še vedno niso najboljši vsi, še vedno ne morejo na dopust, ko ste sami ugotovili. Mislim, mi pač iz praktičnih primerov gledamo, kako se ljudje znajdejo, ker zdaj knjige za to ni, kako se znajti, kjera banka ti bo dala kredit, kjer je dober ali vzeti kredit za potovanje. Celo ena štajerska družina na območju, ki je med najbolj finančno ogroženimi v Sloveniji, je celo 260 000 evrov v par letih prihranila. To pa je, bi lahko bolj konkretno, prosim? Ja, mislim, jaz vam povedal zdaj, kaj sem prebral. Gospoda še nisem na telefon dobil, me pa prav zanima, ker bom pač siciral to situacijo tudi. Glejte, vsak ima neki kos zemlje, ali imajo to naši starši, ali ima to brat, stric, ali ima to neki vikend, v glavnem nekak nazaj k zemlji, ta gospod oziroma ta družina svetuje. In na zemlji lahko marsikaj gojiš, to zdaj z malimi dovoljenji, ne rečeš gradbenega, tam neko lopo postaviš. Zdaj v teh, bom rekel, kultur, ki se ful splačajo, gospod pač na praktičnem primeru 260 000 evrov v par letih, špargli, koruza in lubenice, to gre ful dobro v prodajo. Tu so lubenice celo v tonah omenjene, jaz ne vem, ker zdaj nisem povrtninar, niti ne gojim sadja, ampak zgleda, da jim zemlja paše in da so dobre, da so sladke, ker če je gospod toliko prodal, potem je to bil del prihodka. Drugo, kaj je, so pač živali, ki jih pač imaš za rejo, med tem je on navaja piščance, koze verjetno zaradi mleka, sira in vsega polostalega. Gospod je sicer se s čist drugo dejavnostjo bavil, ampak zgleda, ta sir pa to ni neki problem, tudi ne nared. In pa divje svinje, ki pač so mu prinesle največ denarja. A torej gojil divje svinje? Ja, on navaja, da ti kapitalci so tudi, mislim, mu prinesli denarja kot srednje dobe rabljen avto. Čeprav zdaj, ko malo tako pogledam, če divjo svinjo gojiš, ni več divja in ne vem, zakaj je bila kapitalica. Skratka, to pač moram še preveriti, ampak od 3 do 4 000 evrov je tudi bil komad te svinje. Potem gospod navaja, da pač greš tudi v gost, da sekaš les. Ne vem, če je imel gost ali ne, samo očitno pač bil navajen, da si tudi druge vzame, se vseeno, zgleda, les se tudi splača. In pa seno, bale sena, to pa je kot neka osnova. Poleg svega tistih prijemov, da pač vsak prijatelj ima nekje neko prikolico na morju, pač greš na morje k prijateljom, zelenjavo vzameš od doma, meso tudi, sir, mleko, tak imaš odkos, pa pač samo doli takso plačaš, pa menjaš, ti njih nahraniš, oni tebi dajo tisto prikolico za par dni. Gospod tudi navaja pač, da se finančno znašel, koliko mu je ostalo, da je gotovino menjavo v marke. Samo mark že par let ni, gospod Bračko? Ja, ne vem, zdaj mislim, bosanske so, tako da to bi mogel preveriti, zdaj kaj se splača, tako da v marke, ja. Ja, očitno pa se je splačalo, ker 260 000 v par letih je, bom rekel, ker uspešno poslovanje. Dobro, hvala lepa, gospod doktor Bračko, priznanje ekonomista je bila še ena resnica, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.